Mojega današnjega gosta zagotovo poznate, to je svetovni popotnik Zvone Šeruga. On ni, bi rekel, njegov format ni v Sloveniji, on je res svetovni, saj jaz tako mislim, in on je tudi neke vrste moj idol. Ne vem sicer, Zvone, če veš, tudi ti si zelo velik kriv, da sem jaz začel potovati. Jaz sem tebe prvič videl v Nov Mest, si prišel, ko sem jaz v šolo hodil, pa ne vem, a si mu na centru, na SŠTZU-ju predstavitev, ali pa v domu JNA. Je bilo to pa 87-88 leta. Ja, to so bile še kar tako, no, rekel začetki. To je bilo že kar potovanje z motorjem okrog sveta, ampak sem bil dvakrat doma, da sem finančno te stvari štrikal. In to dostikrat slišim, veš, ti si glih toliko mlajši od mene, pa še kot drugih, da takrat, ko so bili oni nekje, ali ti osnovnošolci, ali karkoli že, ne, sem bil že velik fraj. Z velikim motorjem na poti nekje okrog sveta, z luštno punco zadaj. Jasno, saj, če si normalen mulj, se ti mora to malo domišljijo razkravžljati. In ja, sem vesel, da sem vas precej razhajkal. No, jaz sem si takrat točno tako sem si rekel, jaz bom tudi enkrat k Zvone Šeruga. In tudi takrat sem gruntal, ja, da bom potoval in pisal knjige. Sicer knjigo sem napisal, ampak ni v potovanju, upam pa, da bo enkrat tudi v potovanju. Tako da, tle sem te prvič videl. Veš kaj, bova merva to kar uživo naredila. Meni se dozdeva, daj, tukaj ima mikrofon, ki ga ves čas, Tomaž, ne bova tako intimna, ampak ves čas ga zbrada v ruku. Ja, no, če to šumi, kak sva bila zdaj prisrčna, zdaj pa gremo naprej. Ja, kje so se naslednjič videla? Naslednjič so se pa videla v leta 90-91, si mu pa v Trebnjem v kinu predstavitev. Čist nabito polno je bilo, se spomniš to? Nabito polno, v nobenega filmu ni bilo toliko, za noben film ni prišlo toliko ljudi gledati. To je bila pa takrat Afrika, oziroma zaključek tega potovanja 4-letnega z motorjem okrog sveta. In ja, to so bili lepi cajti, ko je bila pa vsaka kinodvorana v Sloveniji polna. Ne vem, tja do velike dvorane v Cankarjevem domu, pa po tavžent ljudi na večer. Bi rekel, lepo čas. Daj se mi zdaj, da bi se lahko naknal z glavo v kandelabr butal, pa ne bi bilo. Ja, lej. Sicer zakaj bi pa bilo 20 ljudi, ne? No, lej, tako to pride, mislim. Ampak, no, jaz sem takrat bral tvojo knjigo Potovanje k ljudem in to sem bral malo pred vojsko, pa še v vojsko sem jo vzel. Tako da čudovita knjiga. Meni mogoče najboljše od tvojih, ti zmeraj praviš, ta prvo ne pozabiš nikoli, ampak verjetno, da tudi zato, ker je ta prvo, ampak to je toliko dobra knjiga, da res te navduš za potovanje in mislim, jaz sem jo kar požiral, tako da noro dobra, pa tudi vse naslednje. No, zdaj je pa Zvone napisal novo, Kilometri življenja. Boš, Zvone, ki je več v tej knjigi povedal, jaz samo vem, da si jih ogromno že prodal in tlele, ko si prišel k meni, takoj moja sodelavka, joj, berem. Se mi začne reči, ko me zagleda na to. Ja, ko se mi punca ne prišel, ne? In najče knjigo berem. Ja, lej, mogoče pa tudi malo všeč je bil, kaj pa veš? Ja, na meni gotovo, pa se nisem kaj režal. Lepo rad na tak. No, daj malo povej več v tej knjigi, kaj... Ja, sem pa mimo grede spade kot reklama, ampak ja, istočasno je pa dejansko je to neko, bi rekel, življenjsko, ali karko že delo, življenjepis nam reče. Oziroma jaz rečem, ko popotni življenjepis in še nekaj bi jaz rekel, no probaj. Mislim, to ima kilco skoraj, ne? To ima kilo. Veš kaj, jaz prvi knjiga zmeram pogledam, koliko ima strani. 456 strani. Svaka čast. Prek 500 fotografije noter. Veliko je dela je noter. Takole 2 leti sem je po malem delu. Moram reči, da te knjige verjetno ne bi bilo, če ne bi bilo COVID-a. COVID mi je dal cajt, da sem začel ponovno in še bolj izdatno odkrivati Slovenijo. In dal mi je čas, da sem se končno
zapodo dol v Ziranco pod Gorjance, živel je 2 meseca v Prekršku, to je bil cajt, ko smo bili v občini zaprti, jaz sem pa z motorjem po stranskih poteh vozil dol do Ziranca, tako sem 3, 4, 5 dni na teden bil dol, vikende doma s familijo v Ljubljani, ne? In takrat so nastali kilometri življenja, ki pa dejansko govorijo tam od malega pastirčka izpod Gorjancev, sem bil res tisti kmečki pobak, ki je pač pasel krave, ne zato, ker je to zdaj lepo slišati, ampak zato, ker je pač to pasel za mularijo. Ja. Pa tja do popotnika in svetovnega popotnika, kot si malo prej rekel, to mi je pa res, ko sem prišel z 18 leti študirati na vinarstvo v Ljubljano, me je pa ne vem zakaj, kar razneslo po celem svetu in iz tega je nastalo delo, služba, strast, veselje in v končni fazi tudi tako eno preživetje, s katerim se še zdaj čisto lepo tako ulečem skozi življenje, z užitkom. Če sem te prav razumel, potem v tej knjigi je vse tvoje življenje, se pravi od pastirčka, kakor si rekel, pa vsi potovanja mal verjetno. V tej knjigi bi rekel, če sem takole pogledala, je en majhen košček vsega v mojem življenju. Majhen košček od tistega, kako že nekako točen pastirčka spod Gorjancev, da naprej, kar se vrele, kljub 450 in več stranema, lahko potegneš se tako malo spomina do vsega skupaj. Spravim, hvala Bogu, eno srečo imamo v življenju, namreč spomin imam slab. Resno, ker če bi imel še dober spomin, bi bile 2 možnosti, ali bi bila to taka knjiga, ali bi pa trpel zmeraj znova, ko bi se spominjal vseh tistih krasnih ali zanimivih ali napetih ali karkoli že stvari, za katere pa žal ni prostora. Tako mi je pa že spomin naredil prvo krasno selekcijo. Potem vse ostalo je pa samo cviček, Ziranca, tudi rumkola, priznam, da sem vmes kdaj lepo zamešal in knjiga je kar stekla in eto, tukaj je zdaj. A pol ti knjigo pišeš, ko ga malo spiješ, če prav razumem? Zakaj malo? Veš kaj, to rekel, jaz včasih tako zvonim, kada sem tam in tegla, da ne pozabim, ajde Tomaž, zdravja, ne? Zdravja. Kaj ti, medva sva poštena popotnika, se ne pogovarjava ob vodi. Ja. Veš, da to še nisem razmišljal, da bi pisal knjigo med, ko ga malo spijem, pa verjetno, da gre mogoče lažje. Zakaj? Se da to drugače? Ja, ne vem, to sem trezen pisal. Da končam tisto prejšnjo misel. Včasih res zveni, da sem jaz tako en alkoholik, ker to omenjam, ta druženja, to veselje, to gled, pa zidanco, pa sosede, pa uštarija, pa to, ampak poglej, meni se zdi to pomembno v življenju. Pomembno se mi zdi, oziroma tako bom dejal, alkohol, vino, alkohol pač je naredil za človeštvo veliko ali ogromno dobrega. Pomisli, koliko ljubezni, koliko prijateljstev, koliko čudovitih večerov in spominov in morja in vsega tistega, po katerem zganjamo nostalgijo, se je zgodilo ob tem, ko smo pač nekaj spili. Ampak alkohol je, še boš prišel do besede, čeprav pri meni malo težko, ampak alkohol je, poglej, tako kot islam, kot religija. Krasna religija, ne dvomim, ampak na račun tistih parih psihopatov, ki si morajo okrog vampa bombe namontirati, pa se razstreliti sredi množice itd. Zaradi tega celotna krasna religija pride na slab glas. In isto je z alkoholom, zaradi tistih parih norcev psihopatov, ki mislijo, da se morajo že v štariji pretepati, pijani, če tam ne upajo, pa vsaj doma ženo, pa otroke, zaradi tega je prišlo na slab glas. Jaz pa zmeraj znova govorim, gledajte, v neki zmernosti. Jaz vidim pač v alkoholu tisto, kar nekateri zdaj, ker je to bolj moderno, bolj cool, bolj fino se sliši, iščejo v neki meditaciji, v nekem, ne vem, šaramih, v nekih raznih gurujih po drugem koncu sveta, pa čemu, ljudje dragi, pogledajte, če imamo pa tukaj, v našem koncu, naše ljudi, naše korenine, naš cviček ali karkoli že, in imamo naše šanke, kjer marsikdaj lahko narediš zase
veliko več dobrega, kot pa z nekim psihiatrom za, ne vem, 100 evrov na uro ali pa z nekim gurujem v indijskem ašramu, s katerim mi z našimi koreninami nimamo nič skupnega. Ampak, podarjam, zmerno. Jaz se tega držim, ker pogledaj, v Ljubljano, ko pridem, mislim, z Romano, mogoče v celem tednu eno flaško, ali pa še to, ne, jaz živim v glavnem od vode. Če sem po družbi, pa z veseljem, kaj spijem, ne pomnim, kdaj sem bil nazadnje, ali pa kdaj bi lahko kdo rekel, mater si se ga nažgal, se ga ne, ker točno vem, do kje mi gre. Ampak, ja, ko pa pišem, mi pa to zmeraj lepše mi steče in vzdržujem tisto, da bi ga ves nažgan tam nekaj klofov po računalniku. Ampak vsake tog časa si pa natočem in ga se sprehodam, pogledam, ven gledam, v hribe, v Gorjance, grem čez hosto, spijem kozarček in se usedem za računalnik. Super. Evo, jaz zmeraj govorim, da v teh intervjujih, ki jih imam, da se vedno tudi jaz nekaj naučim in evo, lej, to bom probal. Sigurno bom probal, ker jaz tudi pišem eno knjigo, sicer že dolg časa, pa bom probal tako, ko grem pisati, pa bom en kozarček spil, pa da vedem. Tomaž, vsak ima pa svoj pot in svoj način, kar je zame dobra pot. Absolutno mogoče zate ni. In ko še druga stvar bi podaril, nekje po študentskih zelo živahnih letih, nekje pri 25 je mene že malo skrbelo. Sem rekel, če šlo tako naprej, bom pri 30 kronih, tako kot se šika po vseh pravilih. Ampak življenje se potem uredi, zaplava v prave vode, familija, družina, krasna partnerka itd. In res ni potreba, da bi se ga zdaj nekje še zacejal za vogalom. In zato se ga zdaj upam, pač v tistih zdravih merah dotočiti in na ta način tudi upam propagirati, bi rekel, ne propagirati, povedati ljudem, v zdravi meri, kozarček, kot ga imamo za medvo pred sabo, k večjemu razpusti določene stvari. Ampak, pa je, da se bomo na čem drugem pogovarjali. Ja, no, ampak sem še tu, da ti povem, tudi jaz mislim, da je alkohol zna biti koristen. Veliko fantov bi bilo samskih, če ne bi bilo alkohola. Tudi to je res. Tudi to je res. In čeprav po drugi strani, tudi veliko žensk bi bilo še zmeraj poročenih, če ne bi bilo alkohola. No, na to pa nisem pomislil. Da, veš, vsako stvar je treba po pravilni strani, vsako vink je treba po pravilni strani imati. Ja. Lej, zakaj pa si ti začel potovati? Si malo že povedal, ampak kje je bila tista iskrca, da si rekel, jaz bom pa potoval? Predvsem bi tukaj poudaril, gotovo tega ni bilo nekje v familiji, v otroštvu. Mislim, da sem res kmečki pobeč, imeli smo krave, konje, prasce, vinograda, 2 njive. To je bilo, otroštvo je bilo delovno, pošteno delovno. Na morje, kak je morje, tam imaš potok, pol pa na njivo. Ne? Tako da v tistih naših podgorskih krajih par ljudi sicer imelo potne liste, ker so delali v Nemčiji kot gastarbajteri. Osnovna šola je bila v Toče, drugače nas je pa sela pri Ratežu. Gimnazija potem v Novem mestu. To je kaj proti Merkatorju. Ja, pogledaj, to je nad Novim mestom in Šenternajem, nekje po stari cesti. No in potovanje v naši familiji, kje pa, da bi kdo potoval, razen fotor mogoče, ki je s Prekmurja prišel na Dolenjsko, pa je tam mamo spoznal, pa to je bilo dolgo potovanje takrat. Ampak, ko sem prišel v Ljubljano študirati novinarstvo, kar jaz sem se začel že v gimnaziji, ukvarjati s fotografijo, tele pisanja, šolski spisi, da so mi dobro šli, ne. Že v Dolenjskem listu sem začel prve manjše stvari objavljati, tam v 3., 4. letniku se s tem celo preživljal, potem s fotografijo že začel slikati šole, pogrebe, poroke že takrat, ne, in to bi poudaril. Vsa potovanja, niti centa ali dinarčka takrat, pare ni bilo pač nekje od doma, kot rad slišim. Niti centa ali pare ni bilo od države ali neke stranke, kot mi zdaj radi naprej meče. Je lahko njemu, ki ga ne vem, katera stranka, če šimfam čez Janeza, potem slišim, da sem prodana duša. Na drugi strani, teda, kar sem objavljal določene stvari, recimo za televizijo, delal neke dokumentarce, tam sem jih absolutno kvečemo jaz financiral, ker so bili honorarčki tako majhni, da niti polovice stroškov nisem pokril. Tako da tukaj je bilo vse moje.
In to so bila res tista študentska dela, ki je z nič spraskana, ne vem, kako sem uspel. Ampak, ko sem prišel v Ljubljano, poglej, takrat malarija, ne vem, je to še aktualno, ampak takrat smo mulci fantazirali, bom šel potovati, ali pa saj bilo je, ne vem, avtoštop po Evropi, to so te večji frajeri delali, ostali smo pa fantazirali o tem, ne. No in jaz sem pa to dejansko začel. Po prvem letniku, pač faksa šele, pri 19 letih sem prvi potni list dobil. Zdaj imam doma 18, polnih 18. Takrat sem šel prvič do Trsta, tisto poletje, prvič Pariz, London, Amsterdam štopati. Aha, to je bil tvoje prvo potovanje, je bilo, da si šel štopati Trst, Pariz? Ne, v Trst sem šel samo po kavbike. Si šel samo po kavbike. To ni pol potovanje. Ne, to še ni bilo potovanje. Kaj je bilo pa prvo potovanje? Prvo potovanje, recimo ta Pariz, London, tako avtoštop, 3 tedne. Drugo v bistvu šele naslednje poletje je bil pa spet Evropa, pa čez Maroko, Alžirijo, Tunizijo nazaj in potem že tisto jesen, mater, takrat mi pa ne vem kako, kaj je zagrabilo. Pa sem rekel, jaz bi pa to delal, poglej, kar kolegi, bi rekel, sošolci na novinarstvu, pa nekako najbolj klasična tista novinarska, otroška, naivna predstava je bila, ko bom novinar, bom pa potoval, pa bom pisal, tako kot sem včasih mislil, ko bom velik, bom pa policaj, zato da bom lahko motor vozil, unga te težkega. No, policaj nisem postal, ampak potovati sem pa začel in mogoče, zihar iz moje generacije, pa še par naprej nazaj, praktično edini, ki si je s potovanj dejansko naredil svoje najprej strast, veselje, hobi, potem pa vse bolj tudi delo. Vsa ta že prva potovanja so se začela pojavljati skozi moje reportaže, fotografije v časopisih. Sem bil frajer v svojih očeh, tja nekje do vrh rasta. Mislim, ne, pa si tudi pri drugih bil. Ja, zame si bil vedno frajer. Ja, takrat je bilo to zelo tako. In poglej, s tem so začele prehajati neko zadovoljstvo, neka prepoznanost, tudi neki honorari, ki so s časoma tudi začeli dobivati malo bolj konkretne oblike, kasneje tudi pokrovitelji, ki sem jih moral seveda še kako prislužiti svojim delom, ne zato, ker bi moj stric bil, ne vem kaj že, od mojih stricov ni bilo nikogar, ki bi karkoli že. Bili smo z napačne strani takrat, moj fotor je bil pri tabelih, tako da verjemi, da nisem bil niti slučajno kakšne protekcija, karkoli že, niti slučajno nobeni partiji, v nobeni zvezi nisem bil, še zdaj nisem, čeprav zmeraj znova dobivam neke namige ali konkretne, predane duše, ti pa njihov človek. Ne, dragi moji, jaz sem človek mojega prepričanja, moje vere, mojih izkušenj, mene samega, nihče me do zdaj še ni uspel kupiti. Čisto možno, da mi pa še ni zadost ponudil, tako da so ne bi zdaj. Tako da, no in kasneje, pogled, so pa ta potovanja začela postajati vse bolj dolga, vse bolj naporna, vse bolj tudi tvegana, vse bolj medijsko odmevna, z motorjem okrog sveta, recimo pred 40 leti, 4 leta, takrat, ko doma, so bili Tomosi, vse ostalo so bili pa že te težki motori, predragi, da bi si jih kdo prevoščil. Delal sem stvari, za katere se pa zdaj res včasih sprašujem, pa kako hudiča, odkje? Včasih brez interneta, brez satelitov, brez navigacije, brez kreditnih kartic, bil sem prereven za kaj takega, oziroma ni obstajalo. In vendar sem uspel narediti stvari, na katere sem pa dejansko še zdaj ponosen in za katere upam trditi, mnoge med njimi si pa zdaj ne bi upal ponoviti. Enostavno si jih ne bi upal, ker so pa zadevščine, za katere rabiš biti mlad kot eno, kot drugo, pa absolutno to pomaga, tudi malo naumen, ker drugače ne bi šlo. No, ti si bil siguren, pred 40 letom si bil pred časom in ti, če bi bil neki Američan, po mojem bi bil zdaj multimilionar, ker to bi knjige bi se prodajale v milijonskih izvodih. Veš, kaj bi bilo, da bi pred 40 letem izdal knjigo z motorjem okoli sveta šlo? Pa
Mislim, bi pa mogel biti najbrž Američan, ker pol Američani od svojih narajš kupujejo. Kakšnih 10 let pred mano je bil to Ted Simon, angleški je v bistvu, jaz zanj takrat še nisem vedel, ker ni bilo interneta, ni bilo sploh možnosti, bili smo dokaj zaprti tudi v teh odprtih mejah socialistične Jugoslavije. Ted Simon je z tega naredil, bi rekel, kariero, ne? In verjetno upam, da tudi ne konkretne denar, ampak poglej, ker se tega tiče milijonar. Veš, koliko je recimo v Hollywoodu čudovitih, izredno sposobnih ali pa vrhunskih igralcev, ki desetletje in več doktor ne obupajo, kelnarijo nekje v poceni lokalih ali pa delajo na črpalki, da preživijo, da imajo za kruh, ker konkurenca je toliko hujša, da seveda niti slučajno zagotovljeno, da boš uspel, ampak je večja možnost, da boš nekako ostal zafrustriran, neopažen, kljub temu, da ti verjameš v svoje sposobnosti. In tukaj bi pa dejal, da je Slovenija krasno tržišče. Malo mogoče zganjam nostalgijo za Jugoslavijo, namesto 2 milijona, da bi imel 20 milijonov v Jugoslaviji. Takrat sem jaz se že kar nekaj pomenil. Bil sem tako rekoč edini, ki sem delal določene stvari, gotovo edini in prvi, ki sem šel z motorjem okrog sveta objavljal takrat v zagrebškem Startu, sem bil njihov dvorni potopisac in Start je bil pojem, to je bil tako kot pojem jugoslovanskega vrhunskega novinarstva, ne? V Reporterju, v Beogradu, še kje. Ampak ja, potem smo se skrčili na to našo Slovenijo, na naših 2 milijona državljanov in bralcev, ampak po svoje, poglej, to je fino. Prej so omenili, da sem, ne vem, svetovni popotnik. Ja, svetovni v smislu, da potujem po celem svetu, ampak v bistvu sem pa jaz vse bolj in bolj nekako v neki Sloveniji, ne zaprt, ampak se čudovito počutim tukaj. To je tržišče, kjer me ljudje poznajo, kjer lahko dajem stvari od sebe, kjer ne bom nikoli postal milijonar, ampak še zmeraj dobim od vsega tega dovolj, da lahko od tega živim. Živim sanje drugih ljudi in od tistega drobiža, ki ga za to plačujejo, pač nekako shajam in sem čudovito zadovoljen s tem. No, samo jaz mislim, da ti pred 40 letem po celem svetu ni veliko ljudi šlo z motorjem. Po svetu si bil eden redkih, po mojem, tako da jaz te jemljem kot svetovnega popotnika, te jemljem kot, da si na svetovnem nivoju nekaj. In tako sem tudi v začetku hotel reči in tu res mislim, ne zdaj, da bi ti na dušo pihal, mislim, moramo vedeti, 40 let nazaj, tako kot si rekel, ni bilo kreditnih kartic, ni bilo Google Mapsa, nič ni bilo. Še Lonely Planeta ni bilo najbolj. No, ti bi lahko Lonely Planet ustanovil mogoče. Gotovo, ja. Takrat začel. Z nekaj sreče in veliko dela, veliko več dela, kot sem ga vložil, bi verjetno tudi zunaj dosegel. Ker sem recimo moje stvari objavljal tudi, ne vem, v Italiji, v Nemčiji, v Avstraliji, v teh motorističnih magazinih in so bile absolutno odmevne, ne. Samo potem pa res nisem čutil želje, da bi se pa vrgel to žrelo mednarodne neke konkurence in bi tam skušal najti svoje mesto. Ne, poglej, jaz sem tako rekel, jaz sem v bistvu en tak dosti len človek in moram reči, da imam do tele nobe en tak zelo spoštljiv, filozofski odnos, jo gojim do neke prave mere in pomeni, prav zato to pomeni, da v Sloveniji z lahkoto, s polovičnim delom, s 50% dosegam pač to, kar dosegam. V svetu bi verjetno moral dati od sebe 500% in ni garancije, da bi uspel. Čudovito, pa gledaj, v končni fazi pa meni ni cilj, da bi bil milijonar, ki ima vilo nekje na Azurni obali, ker to bi verjetno mene, takega kot sem, uničilo. Bremenilo. Jaz pa te ne bremenil. Uničilo bi tisto najbolj zdravo osnovo meni, ne bi več potoval z motorjem, s šotorom, z minimalnim denarjem med najbolj odmaknjene ljudi, ampak bi se vozil prvem klasu aviona, pogledati, kaj tukaj, kaj tam, postal bi influencer, plačevali bi me za to, da pridem in da sem slaven in da sem tam nasmehnem. Na račun tega pa bi izgubil največ, kar sem v vseh teh desetletjih potegnil. Tisto pristnost, svet, kakršnega lahko doživiš, edino, če ga doživljaš nekako, odkrivaš na način domačinov.
Zato, da pa odkrivaš neko Afriko na domorodski način, pa ne smeš biti bogat, ne smeš biti milijonar, ki je prišel tja, aha, taki ste, no čudovito, dajmo se slikati, pogledajte, tukaj imate pa en paket majica, ne, zato, ker sem bogat. Ne. Eno pravilo je, ki sem ga sam odkril, ponosen sem na njega in ki pravi v turizmu, za turizem velja, za velike denarje dobiš v dragih hotelih lahko samo kopijo, ker originali so pa tam zunaj. No, In so zastonj. Ampak moraš pa dati več od sebe, ne samo denar oziroma zlato kreditno kartico. Motor sem lepo povedal. Ker so ravno pri influencerjih. Ker so prej tako lepo začeli. Ne deva poskusati. Če bo res lepše laufalo še ga, vsega pa glih nisva še veliko. Ker so ravno, ker si rekel influencerje omenil, pa to, a si kdaj ti razmišljal, da bi na YouTubeu kaj bolj resno delal, kakšne videe objavljal, rečemo tako, kaj jih jaz, sicer bi ti to delal najbrž 10-krat boljš, pa 10-krat več gledalcev bi mu, kot ti le, imaš neke videe, prej si povedal 50 milijonov ogledov, ti bi to znal narediti zelo dobro. Ena stvar je, ena zadeva mi pa v življenju ni uspela, skoraj da edina od teh pomembnih stvari. In to je snemanje televizijskih dokumentarcev. Ker to sem želel, fotografija mi leži, pisanje mi gre. Snemanje dokumentarcev je pa še tisti en drugačen, recimo, da višji nivo, kako neko življenje podajati. Znam priti do ljudi, znam funkcionirati z njimi, znal bi to tudi posnet, oziroma bi se naučil marsičesa še. Naredil sem celo 2 tudi tako serije, popotni, eno za nacionalko, drugo za Pop TV, ampak nikjer pa ni bilo potem tistega več, wow, zvone, veš, pa se to je pa že v redu, ampak vemo, da znaš ti še boljše, dajmo se mi potruditi skupaj, pa bomo krasne stvari delali. In bi jih lahko delali. Ne. Prav obratno je bilo, prav kar čuti se, kaj, tukaj mi smo profesionalci, kako zdaj ti moraš tukaj okrog nekaj upletov, ne, prav ti nas kao ne zanima, imamo svoje prenose iz parlamenta, imamo svoje Big Brother in kmetije in karkoli že sanske moške, ne rabimo te. In v bistvu sem takrat popolnoma nekako mogoče zgubil ta odnos do kamere, do videa, do snemanja. Imel sem kupček, imam, ne vem, 10, 20 mogoče teh kratkih filmčkov na YouTube, že objavljenih 10 in 15, 20 let nazaj sem to že gor dal. Imam tam, da vidim, sem bil zadnjič presenečen, ko sem pogledal 30 000 sledilcev. Imam en filmček, ki ima 57 milijonov ogledov in bil dolge časa slovenski rekorder, ne vem, če je še. Ampak potem sem pa čisto zgubil odnos do tega, tako da enostavno, ne moreš biti istočasno na isti poti dober z videokamero in dober s fotoaparatom. S fotoaparatom sem lahko povsem samostojen, delam, pritisnem, obdelam, objavim, klik, to je moje delo. Z video ne moreš. Zdaj sicer vsi ti absolutno, zdaj bi že, ampak takrat, ko sem se jaz nekako gradil, veš, ko sem jaz iskal te stvari, te poti sem bil pa še odvisen od televizije. In če televizija ne pokaže interese in ne stoji za tabo, potem tudi nima smisla, da bi se sam trudil, oziroma saj jaz nisem čutil več želje, da bi. No, ampak danes te socialne mreže te oni porinajo naprej, ne? Tako da moji videi na YouTubeu, te popotniški, imajo nekateri že več ogledov, kot kar neke zadeve na televiziji, ne? Tako da, ne vem, jaz sem tamle šlišal Tour de France, ki je bila najbolj gledana dirka, etapa, je imelo 140 000 ogledov, 140 000 ljudi, da je gledalo. Moji nekateri videi imajo pa tudi čez 50 ur ogleda, pa jaz sem sam iz tistem GoPro-čkom snemam, tako da je to zdaj veliko lažje in ne gledajo niti ljudje, da bo vse perfektno zmontirano. To je že moteče, če je perfektno. Je tako, kot si rekel, ne, tako da... Dost stvari sem v življenju naredil, vsega pa v bistvu ne. Pa ne moreš. In se zaradi tega ne mislim sekirati, kot se ne sekira zaradi tistih držav, ki jih nisem videl. Dokler imam jaz doma, ne vem, 18 polnih potnih listov z državami, ki sem jih obiskal, pač pride čas, ko rečeš,
Pridem si bil, ponosen sem na te. No, ko smo glih pri YouTubu, tisti, ki še niste naročeni na moj kanal, se naročite, samo tisto, naročite si, kliknite, pa zvonček, 2 sekunde vam vzame, meni pa to veliko pomeni. In zvonček nisem jaz, zvone. Ne, zvonček, ki se tam pojavi. Tako da to pomeni, da imate več možnosti, da kje na YouTubu vidite moj video, tako da to je to. Ja, tako je s tem, da nas s tem omrežji dajo neki plusa, dajo neki minusa, ne. Je pa danes se je, ko so te socialne omrežje, ne, je lažji posel po mojem narediti spotovanje, kot včasih. Ti si se mogel, jaz v teh tvojih knjigah, ki sem bral, koliko si se mogel ti okoli teh sponzorjev matra, da si dubu motor ti z BMW malce cenejš, ne, pa tako naprej. Danes bi bilo to mnogo lažje. Ja, kot prvo je lažje, kot drugo je pa večja konkurenca. Ker takrat praktično popotnikov ni bilo, mislim, da so bila v tistem mojem obdobju tako kot skrižnarja Medina, ki sva ne potovala, ampak tudi dajala nekaj od sebe, pisala, objavljala. Ne. Tako da konkurenca pa zmeraj stvari oteži. Seveda, v mojih časih, poglej, ko sem jaz organiziral potovanje z motorjem okrog sveta, iskal pokrovitelje, iskal ne vem kaj, niti kakšen mobitel, tudi telefona v mojem podnebniškem stanovanju nisem imel v Ljubljani. Hodil sem na pošto, pa tam vrtel številke in šel sem na avto, nisem imel avtoštop, vse, šel sem na avtoštop v Škofji Loki, ker so mi tam v Odeji dali spalno vrečo, ne, pa mi je zato šlo pol dneva, če ne cel dan. Šel sem spet, ne vem, z avtobusom v Vrhniku, ker so rekli, dobro, ti bomo pa eno jakno zašili za motor. Je bilo zanimivo, ja. Evo, to je zanimiva informacija. Jaz čudim se ljudem, ki pravijo, da je včasih bilo boljše. Jaz mislim, da še nikoli ni bilo boljše, kot zdaj. Vse imamo, veš, ti si zdaj to jasno povedal. Na štop si mogel iti v Dejo, v Škofjo Loko, zato da so ti spalko. Še enkrat, da ne zreš pa spalko kupiti za 12 evrov. Glej, Tomaž, bistveno boljše nam je kot kdajkoli prej. Edini problem pri tem je, da smo istočasno še bolj bistveno, 2-krat bolj bistveno, bolj razvajeni, kot smo bili nekoč. Če jaz pomislim na moje otroštvo tam na kmetih, pa niti slučajno pač ne bom rekel, da smo bili, ne vem, reveži, lačni, krkože. Normalno smo živeli v tisti svoji dolini s tistimi svojimi prasci, pa njivanmi. Mislim, imel si vse na njivi, vse v kleti, vse v kuhinji, rabili smo kupovati edino olje, se spomnim, kis, pa cunje, oblačila. Pa cukor. To je bilo pa cukor. Ja, Madonna, koliko tavžen potreb je pa danes, ki jih ljudje rabijo, in če tega nimajo, je nesreča, je kriza, je revščina. Pa kakorkoli že gledam, jaz sem v tistem svojem idiličnem otroštvu živel 10-krat bolj revno, kot danes živijo uradno socialno potrjeni reveži. Če gledam na to, kaj sem imel za normalno življenje. Ne, da je kriza. Tičevo razvajanje smo ratali. Točno tako. In nikoli tudi še ni bilo toliko depresije, anksioznosti in tako naprej. In to pride najbrž zato, ker je predober. Pride s polno ritjo. Ja, s polno ritjo, jaz to ne znam drugače razlagati. Imajo pa svoje mnenje v tej moji izjavi ljudje, ki dejansko nimajo česa živeti, od česa plačevati. Seveda vseh tistih računov, ki jih nekoč nismo imeli. To je pa da res. In tudi, če ti ljudje pogledajo, koliko recimo dnevno ali pa tedensko ustvarijo smeti, vse to je bilo treba kupiti, vse to je bilo treba porabiti, vse to je bilo treba v smeti odnesti. Na kmetih pojem smeti ni obstajal takrat. Dobesedno, pred 60 leti, flaša olja je šla v trgovino in je bila povratna, kis je bil v kleti, sol si kupil v pač plastik, ne vem, papirnati vrečki, verjetno, karkoli je pa od hrane ostalo, pač tisti ostanki šlo pa na kompost. Smetnjaka ga ni bilo. Je pa res, da je bil pa tudi sekret 20 metrov stran od bajte tam nad potokom, pa si se sred zime hodil tam v sred, da ne rečem, ja, boga mi,
če bi zdaj tako živel, bi bil že 5-krat na Pop TV-ju in ne vem, kolikih cajtingih kot nek revež, dajmo mu pomagati, zgradimo mu končno hišo z WC-jem. Pa to, gledajte, še zmeraj čudovito serijo, nič mi ni tistih frustracij iz otroštva krutega ostalo. No, verjamem. Lej, ško me zanima, ti, vem, da rad potuješ sam, ker sem tudi prejšnji intervju, ki sva ga imela online, sem ga preposlušal, zato da sem se malo na to pripravil in si rekel, da rad potuješ z drugim, kdaj ti pa še tudi malo mira, ampak če pa dolg časa nimaš nobenega, ti pa dolg čas rata. Verjamem, da tudi že ženo, ki se razumeta, rad potuješ. Ampak kako je pa ta potovanje z vsem tem neznanci, s tem mladem, luštnim puncam, 17 si v zadnjem intervjuju rekel, da si jih imun, ne vem, je zdaj že kakšna nova, kakšna številka več? Ne, nekak se ne veče to število. Ne veče. No, drugače ti pa moram nekaj povedati, ne. Tole, ne, da si ti punce seboj na potovanje jemal, veš, da to ti moram priznati, sem jaz skopiral in sem jih tudi jaz jemal. Tista knjiga, ki si šel do Kenije, si šel z motorjem, po mojem, tista knjiga. Ja, nazaj v Afriko. Ja, te je ta. Ne, sem rekel, za to dobro se spomnil in sem pol tudi, če jaz tudi to prakticiral, jaz sem to tudi mislil, da mi je v kakšne sledilce prineslo, pa to, ampak kakšne so moje izkušnje. Ljudje raj vidijo, če grem sam. Jim to ne odgovarja, da imam neke lepe mlade fantje malo ljubosumni, ki mislijo, da Bog ve kaj je, ne? Ker ti pa vem, da si govoril, da iščeš punce zato, da imaš neki model za slikanje, da je malo bolj reklama, da je bolj zanimivo. Če mogoče lahko malo o tem več poveš. Mene osebno zanima. No, čakaj, zdaj mi najprej bom jaz tebe vprašal, koliko si z dekleti potoval. A imam samo jaz to srečo, si tudi ti bil potem kurbir? Ja, tudi, ja, da si kupujem ženske, pa tako naprej. Ja, je bilo kar zelo veliko takih grdih komentarjev. Po mojem, da je veliko bolj grdih, kako si jih ti dobil, ker ti si le neki ime bil, jaz sem bil pa niko in ništa, tako da... Veš, kaj so časih pravim, tako ko sem tudi kakšne take komentarje prebiral, spravim, ljudje, dragi, da vam se reči pozlatile svoje najbolj pobožne, najbolj žmohtne misli, želje, sanje in fantazije seveda projicirajo potem vame, v motor, v divjino, v tisto čudovito mlado damo na zadnjem sedežu, in seveda noro, da se nama dogaja vse tisto, kar si on predstavlja, da se mu bo dogajalo tam nekje sredi puščave v vročih nočeh. Tako bom se rekel, lepo, vesel sem, da sem vas uspel s tem narajcati, vam malo vzbudil domišljijo, ampak včasih je domišljija bistveno bolj bogata od pa krute ali pa tudi lepe realnosti. Tako da ne bom nikoli nisem rekel, kaj se mi je s temi dekleti kaj dogajalo, zmeraj sem samo toliko nekako namignil, da se mi malo razburkal domišljijo. In tako bo tudi naprej ostalo. Je pa najen skupen prijatelj Aleksander Pokovec. On pravi, da ob mladih ženskah se tudi moški počuti bolj mlado. To drži, ja. Boga mi, pogledaj, še nekaj bi tukaj poudaril. Ob vseh teh mladih sopotnicah sem že 41 let z eno in isto sopotnico in ženo, Romano. Krasna sem mava, mislim, da še nismo imela krize v tem najnem zakonu. Tudi zato, ker pogledaj, bi rekel, ta pregovorna kletka nekega zakonskega življenja pri nama ves čas odprta. Folk si predstavlja potem ne vem kaj, da se dogaja. Ampak gledaj, to je mirni pristan, iz katerega odhajam na nemirno morje, ampak zmeraj znova se lahko vračam nazaj. Ker so vrata odprta. Mnogim, ki se imajo pa tako zamorvalno, brezhibne in popolne, za katere sem jaz kurbir seveda,
To bi pa doskrat učitelji ljudje, ki so že tretjič, četrtič ločeni, kar jih je žena dobila z ljubico, kar so lepo pogledali sosedo, kar ne vem, kar je na koncu spizdo na Havaje s hišnikom ali karkoli že. Ne. Ljudje dragi, mogoče bi se rekel, da imamo malo ta svoje pojmovanja ljubezni. Malo razširiti, ljubezni lahko rečem, in boste videli, kako lahko bistveno več od tega potegneš in kako bi bilo bistveno manj ločitev, če ne bi en drugemu na račun pobanovno ljubezni, v resnici pa najbolj tiste butastega ljubosumja, če ne bi drugemu vse preveč grnili življenja. Jaz odhajam iz mirnega pristana na nemirno morje in se vračam nazaj, ampak brez tega nemirnega morja bi se tudi ta pristan že kdaj že v neko lužo, smrdljivo spremenil in vprašanje, če bi si želel v njej imeti svojo barčico parkirano. Ta je bila dolga, ne vem, če sem uspel povedati. Super si povedal vse. Malo ženske, malo to, ampak veš kaj, moje vprašanje je bilo bolj tako čist, bom rekel, tehnično, ali kako bi rekel. Ne, mene zanima, veš kaj me predvsem zanima? Zanima me, kako gledaš na potovanje. A greš na rajš z nekom, ali greš sam? Naprimer, jaz zdaj bolj sem star, rajš grem sam, ne vem, a je to dobro ali je slabo, ampak jaz se ful tako dobro imam na potovanjih, da sem sam, ne vem zakaj, pa me sem to zanima, kako je pri tebi. A je drugače, ali je podobno? Ali... Mogoče bom moral poprobati spet sam, ker pogledaj sem prva leta, prvih 5 let, ko sam potoval, vse tiste najtežje stvari, Afrika, Azija, Latinska Amerika, na avtoštop sam. Potem sem spoznal Romano, ki je postala tako moja najbolj stalna sopotnica skozi svet in skozi življenje. Potem ona je ustvarjala tudi svojo kariero, novinarsko tja do glavne urednice dela, imela je delo, imela obveznosti, imela družino, najino družino. Ona je bila tista, ki se je pod 3 vogali tako lahkotno sprehajala, jaz sem se pa pod 4 nekako tako malo šlepal. Ampak tukaj poudarjam, moje potovanje so bila zmeraj delo. S tem delom sem pomagal preživljati družino. Ni bilo za moje bla. In zato je ona tudi sprejela potem ali čisto normalno dojela, ko pač ona ni mogla iti z mano. Ona je bila tista, ki je rekla, pa daj, veš kaj, najci kakšno lušto punco, pa pejdi, jaz nimam cajta, jaz imam obveznosti v šoli, oziroma v službi. In na ta način je prišlo do teh potovanj, moram reči, da so bili to res praviloma prijetne punce, 17 res jih je bilo, to sva enkrat z Romano skupaj preštela, z nekaterimi bi rekel, meni najljubšimi je tudi ona krasna prijatelja in mi jih prevzema, ona hodi z njimi na kofe, se mi zdi bolj pogosto kot jaz, ker so del nekega tega našega prijateljskega kroga, ampak pa včasih izgubim nitko, kaj sem že hotel povedati, ampak zmeraj znova sem se vračal k njej, brez nadaljnega, glede na samotnih potovanj. In zmeraj znova sem jaz gotovo, jaz sem bil parkrat, tako po par tednov, 2, 3, 4 tedne sama, namerno. Ampak ne da ne uživam, ampak meni v tej samoti mi je zmanjkovalo energije. Namesto, da bi tisto, ko prideš v vas, 2 sva, en drugma nekako dajva, se dvigava gor, prideš v vas, živa zdrava, kako ste kaj vesel si, daš nekaj od sebe. Tam pa pridemo vas, dobro dan ljudje, kako ste kaj, v redu, grem naprej. Nimaš tistega, kar je najbolj pomembno, veš, na teh potovanjih k ljudem. Energijo, s katerim jih nekako privežeš oziroma odpreš in postaneš del njihovih življenj. In zato so bila ta dekleta tudi zelo pomembna zame, tudi istočasno za moje objave, pa zato, da sem malo ljudi rajco. Marketing, odličen. Naj vam domišljija proradja, tudi krasne fotke se iz tega nastajale na račun tega, sem bil kar nekajkrat na Facebooku zablokiran, ker sem preveč pokazal, jasno, niso vaš čas v bundah okrog hodile, ampak ne vem, zdaj recimo, pazi, jaz grem zdaj še malo pa bo 67 let, včasih se mi je zdelo, da so to samo še povezak, ljudje živijo, pa či sam še hotel. No in tukaj pa mogoče ta želja, da bi se še nekako ne družil, ampak da bi še nekako dokazoval se z nekimi mladinkami,
na zadnjem sedežu, mislim, da me malo mineva, kot eno, kot drugo, COVID mi je tudi pripeljal do tega, da tiste poti, ki sem jo leto dni dolgo z motorjem prek Azije, sem še imel v planu, 2 leti se je stvar zamikala, meje zaprte itd. Ni šlo in tako sva na začetku letošnjega leta sva se z Romano odločila, ti poslušaj, kaj pa če bi mi dva kombi tako potovanje nabavila, pa bova končno začela Evropo odkrivati. Evropo jaz ne poznam, ona tudi ne. In tako je zdaj, pri hiši kombi, tudi motor še, ampak bolj v garaži. Kombi, s katerim je midva zdaj morala biti tako približno za leto dni nekje na poti okrog po Evropi, ampak Evropa pomeni tja nekje od Maroka do Skandinavije in na pol severnega tečaja, do Turčije in tja do Irana in arabskih puščav nazaj. To je zame tisti pojem Evrope, ki ga lahko tudi s kombijem z lahkoto obdelam. Ampak, kaj se je vmes zgodilo? Namesto, da bi bil zdaj v Maroku, sem tukaj. Zakaj? Pride Kaja, hčerka moja, ki živi na Dunaju z njenim Štajercem Janom, pride domov pred pol leta in več, pravi, oči, mami, nekaj vama moram noseča si. Ja, a pač noseča, ni to lepo, seveda je lepo. In tako namesto, da bi zdaj nekje bil za leto dni s kombijem v odkrivanju širše Evrope, sem dedi, žal je, Romana je trenutno na Dunaju, mene tokrat ni vzela s sabo, prav, če greš ti zraven, pa jaz nič ne pridem do Tomale, jaz sem ti hoče zguncati, ne. Tudi s tem dedijem se je življenje nekako res še dodatno zaokrožilo, ne vem, življenjepis, 10. knjigo sem dal iz sebe, otroka, 2 otroka, plus prvega vnuka sem dobil, srečen in zadovoljen sem z življenjem, kaj več bi si lahko še želel, razen seveda, da grem s kombijem okrog Evrope, ampak bova, namesto da bi septembra krenila, bova, tako sva rekla, februarja, pa nekje do jeseni, tam 7-8 mesecev, sva lahko mes bova tako čez Dunaj kaj zavila, ne? Ampak to naju še čaka, kot naslednja zaresna tura, mogoče tudi kot nekak začetek naslednje knjige, ampak to sva pa že zmenjena, da naslednja bo pa Romana delala. Ja, super. Ki ne zna pisati, jaz bom samo fotograf. No, ravno imam tudi le vprašanje napisano, odkje je ta ljubezen do motorju, pa kako da, tako to vprašati, kako da nikoli ne razmišljaš, da bi šel z avtom, ker rečemo meni, z avtom enega džipa, da nabaviš, koliko je to bolj udobno, stvari imaš lahko 5-krat več. Udobno je, no, zato si odpustim, če sem zdaj kombi nabavil, čeprav se počutim malo krivega, ker sem še premlad za kombija. Ampak glede, zakaj motor? No, ti si še tista generacija, si kdaj gledal kavbojke, ne? Sem. Pa indijance, pa tako, ne? No, zdaj mi povej, si ti predstavljaš kavboje, da ne bi prišli s konjem nekam, ampak bi se skočijo prepeljali? Ne. A ne, da ne bi bili več frajeri? To je res. Ne, vidiš, motor ima tisto, motor je mogoče, dobro, kolo še bolj, ampak motor ti da tisto že malo komotno verzijo, ampak najbolj pristen stik s svetom, z elementi, s potovanji, z avanturo vse zadnje, ne? Bistveno bolj kot avto. Je bolj trda verzija, račune, da sem bil, ne vem kolikrat po letu dni in več na motorju, 2 osebi na enem motorju, vse, kar sva rabila, je bilo v tistih 3 torbah na motorju in v bistvu sva res tudi vse imela. Če pa pogledam doma, ne vem, 5-sobno stanovanje, ki je tako rekoč premajhno za 2 človeka, zdaj vse je posod polno skletjo in garaže vred in to ne, da bi, ni zdaj tukaj vprašanje, a je motor premajhen. Vprašanje je, a nimamo mi preveč vsega v teh naših natrpanih bajtah, stanovanjih, vikendih, ne vem čem še vse. In vprašanje ponovno navezano na tisto prej. In odkje potem vsa ta revščina, kriza, pritoževanja, kako ne zmorem iz meseca v mesec. Ja, človek Božji, poglej okrog sebe, kaj vse je naloženo okrog tebe na vsakem koraku. Potem se pa zamisel, kaj vse od tega pa tudi v resnici rabiš. Kar rabim jaz, moja sopotnica ali medva z Romano, za leto ali pa za celo življenje spraviva na en motor.
Nekateri spravijo to vse na en bicikl, drugi spravijo na uruzak. Ali recimo na štale Oli Walker, od 3 leta peš iz Argentine do Laske, vse, kar je rabil, je imel na vozičku pred sabo. Plus psa zraven. Smo reveži, ampak reveži smo zato, ker smo postali sužnji potrošništva. In to potrošništvo nas zmeraj znova rine v novo garanje, ni časa, ni sprostitve, ni volje, da bi se še igral z otroci. Je denar, je plača. In po tega mnogi od nas zapravijo za neumnosti, brez veze. Jaz poznam ljudi, ki zmeraj kup novega iPhona, ki pride ven, ampak on ima telefon, če bi mu telefon, to staro Nokia 3310, bi mu bilo čisto ok, ker on s telefonom sem telefonira. 3 slike na let naredi, ne? Mislim, ne vem, to je res nerazumljivo, ne? Se spomniš, ko smo bili skupaj na pijači z Matjažem Intiharjem, ko si rekel, da umetnost je, da se ustaviš takrat, ko imaš dost. In veš, da to tvoje se je dost, kad spomnim, zelo veliko se spomnim, ena taka mehna, en tak, bom rekel, mogoče nepomemben stavek, ki ga štišiš nekje v eni pijači, pa ti lahko veliko pomeni, ker to je res, ne, ljudje se ne znajo ustaviti. Jaz, rečemo, ker sem tudi sam podjetnik, vidim podjetnike, mislim, oni ne delajo do 65 let ali pa do 70, oni delajo do 75 ali pa do smrti. Ne, mislim, in te imajo na koncu reveži. To so reveži. Imajo denar, ampak ljudje, ki svoje bogatstvo štejejo v denarju, bogami so reveži. Tisti rek, ki si ga prav omenil, sem kvečemu dodelo pravim, bogat je tisti, ki ve, kdaj ima dost. Točno tako. In jaz sem imam za enega sebe, za enega najbolj bogatih ljudi, kar jih poznam. Imam kot prvo zdravje, kot drugo krasno familijo, partnerco, ženo, ki je že 40 let, res absolutno pozitiven del mojega življenja. Imam 2 otroka, ki sta mi uspela, imam kje živeti, imam kje jesti, oziroma na to povezam, šele potem pride, imam zadost denarja za normalno življenje. Denar pride na koncu, kdor ga da pa na prvo mesto. Dragi moj, ne zavidam ti tvojih jaht, ne zavidam ti tvojih vil, ne zavidam ti tvojih Mercedesov ali karkoli že. Ničesar od tega ti ne zavidam. Pomilujem te zaradi tvoje revščine. Jaz tudi nobenemu privatniku ne zavedam, ker to v eno podganjo dirko prideš. Ne moreš in tudi boljše si prvošč kakšen potovanje, ampak on je na tem potovanju skozi v mislih pri poslu, skozi ima neke telefone, skozi ima nekaj in ni to vse skupneč, ne? Tako da. Hotel sem, ne vem, kaj pogledati, sicer pol sem se pa spomnil, da nimam kaj gledati, ker se malo kaj pogovarjati. Tomaš je naredil domačo nalogo, kaj vidim, da imaš kup vprašanj. Jaz se pripravljam na to. Kje smo prišla? Sva rekla približno urco, da bova govorila. Sej koliko so zdaj, po mojem eno. Se ne veva. In boš rekel 4 ure, kaj? Ne, 4 ure. Mislim, da sva na 35 minutah do 1 urca. No, greva naprej. Lej, tole sem te še hotel vprašati, ker tu sem se že sprašval, ker sem tvoje knjige bral, a si imel kdaj kakšen domotožje? Rečem, prav spomnim se, da sem se sprašval, to, ko si šel Severna pa Južna Amerika, mislim, tu si šel sam. Koliko časa je to trajalo? Sem že malo pozabil. Zdaj včasih sem bil tako po letu dni sam. No, a je bilo kakšno sem bil po par tednov sam. Tako bi poudaril. Kdor nima domotožja nikoli, je mogoče tudi revež. Ker to pomeni, da nečesa zelo pomembnega nima. Nima tiste, ne bom rekel doma, ima verjetno hišo, ima lahko vilo, ima stanovanje, ampak če nima na ta dom vezanih nekih spominov, neke privlačnosti, nekih ljudi, kroga prijateljev, ki šele ustvarijo dom, ne samo stene, ljudje ga ustvarjajo. Če tega nima in lahko potuje po svetu za mesece in leta, ne da bi kdajkoli začutil, kje so njegove korenine, kje je njegov dom. Po svoje, včasih sem jim zavidal, ampak potem sem pa rekel, v bistvu so pa reveži. Ker, jaz tako pravim,
najlepši del vsake poti je bil zmeraj in je še zdaj, je vrnitev domov. Drugi najlepši del je odhod od doma, tretji najlepši je pa vse ostalo vmes. No, to sem jaz doskrat govoril, da je Zvonešer Ugar rekel, da najlepši del potovanja je vrnitev domov. Pa nisem bil čist 99% sem bil, da sem to nekje prebral, nisem bil pa 100%. Gotovo sem to veliko in zdaj, ko si pa to rekel, zdaj pa vidim, da je to res. Tako da... Absolutno in hvala Bogu, da je tako. Tudi v tistih, bi rekel, svinčenih časih socializma, karkoli že, jih nisem nikoli čutil kot svinčene. Ne. Čeprav sem bil znapačne, bi rekel, strani takratnega političnega pola. No, tudi takrat, recimo, ko sem potoval po Ameriki, Avstralija, nikoli nisem pomislil, tukaj bom pa jaz ostal, pa si ustvaril neko novo življenje, pa sem verjetno imel možnosti. S takim veseljem sem šel domov. To je bilo celo kvečemo kdaj tisti najtežji del potovanj, marsikdaj pride obdobje, ko dejansko pogrešaš tisto neko domačnost, pogrešaš ljudi. Domotožje je bilo zmeraj del mojih potovanj. Einfach. In v redu je tako. Lej, tvoja najljubša destinacija je Namibija, verjetno, ne? Pa gotovo je, ampak zdaj se že sprašujem, je tudi zato, ker ljudje me zmeraj znova sprašujejo, kje ti pa najbolj všeč, pa gruntaš, katera ženska je pa najlepša na tem svetu, se ne moreš se odločiti samo za eno. Ne? In že zato, da sem poenostavil odgovor, sem se potem odločil za Namibijo, dol na jugu Afrike, ampak istočasno pa res. Mislim, ko smo imeli z Romano, smo bila leto dni poročno potovanje okrog Afrike z motorjem. To je bil še čas pred internetom, pred Lonely Planetom, ničesar nisi vedel, kaj je zares pred tabo. Ne? In ko smo po 9 mesecih prišla do skrajnega juga, do Južnoafriške republike in potem zavila gor na sever, nazaj proti domu in se je pred nami odprla Namibija, puščava Namib. Wow! Po celi Afriki, Sahara, džunglja, savana, ki je bila za mano, sem takrat pa res rekel, wow, to je pa čudovito. In še zdaj, sem recimo potem živel 20-25 let, s tem, da sem občasno vodil skupine sopotnikov bolj avanturističnih po Aziji in Afriki. To je bilo, ne vem, vsaj 10-12 različnih držav in destinacij, ampak zdaj, ko sem tako že leto pa pol veseli penzionist, sem to zelo zreduciral, hodim in se vračam edino še v Namibijo. To pa že precej pove. Z užitkom, vsakič znova, z džipi skozi tiste puščave in majne, spimo zunaj, to je strogo šotor, zvečer je ogenj, niti plina nimam sabo, kuhar Ludvik, naš poba, moj sopotnik od včasih je z nami in to so pa tisti, tudi čez Namibijo, vsako vink in vsako sipino, pa slovno že skoraj pa znam, so to več tisti večeri, ko se ti odpre tisto južno nebojno okrog tebe, neka popolna gmajna, ogenj sredi ničesar, kup nekih novih, vsakič drugih ljudi, krasnih sopotnikov, čebriček, kot ga jaz skole okrog naredim, pa tudi zelo razpusti potem eno tako prijetno vzdušje naredi. To je pa zmeraj znova nekaj, kamor se z veseljem vračam in upam, da se bom vračal, dokler se bom lahko. Zdaj smo se že malo zafrkavali, Ludvik, kuhar, ima zdaj letos neke težave s kavkom, ima palco že hod. Smo že rekla, čez 10-20 let bo je Ludvika v vozičku vozili, jaz bom pa s palčko hodil okoli, pa bo pa še zmeraj Namibijo vodila. Ne? No, tako kot je zate Namibija, je zame Bosna in Hercegovina, pa me malo zanima, kako pa ti ta Balkan, si tudi kaj prepotoval. Bral sem enkrat nekje en članek, tvoja hčer je bila v Bosni in je bila kar navdušena, nikoli pa nisem od tebe še nič slišal. Kako pa ti to Balkan, potuješ kaj po Balkanu? To pomeni, da me premalo slediš. Možno. Včasih sem bil mogoče tvoj idol, zdaj pa. Glej, jaz sem zdaj te dolge ture, gotovo bom še delal, ne vem, na Evropo, karkoli že, malo te egzotike tudi še, ne. Ampak čez dalje bolj pa vem, da zdaj prihaja čas za okolico, kot eno Evropa, kot drugo Slovenijo bi imel za celo življenje zadost, kot tretje,
Balkan je krasen, je čudovit. Jaz sem parkrat ga takole z motorjem že prevozil. Bosna bi rekel, da je moja, lahko bi rekel, moja druga najljubša destinacija. Ne? Ja. Ker Balkan ima pa eno veliko prednost, oziroma par teh prednosti. Kot prvo, krasne pokrajine, hribi, doline, morja in še marsikaj. Kot drugo, ljudje, ki so naši bivša braća, razumemo jezik, ajde Slovenac doži, hočemo jedno rakico. Točno tako. Kot tretje, poceni v primerjavi s Slovenijo, pa sploh s temi, bi rekel, sever Evrope, ko prideš na Balkan, se počutiš kot gospod, tam gor si z istim denarjem nekih klošar. In Balkan, bom jaz, Tomaž, pa hit, ker ko bom jaz zdaj začel Balkan odkrivati, ki bom pa huda, ko ne bom rekel, si ustvaril lepe temelje, ampak ti bom jaz huda konkurenca, ker absolutno, sploh, Bosna je meni tako taka domača. Kolikrat sem že rekel, imaš škoda, da nimajo Bosanci kaj več Hrvaškega morja, ne? Ker bi potem tudi mi, oziroma ne vem, mogoče bi jih pa to morje in vse te množice turistov pokvarile do te mere, da bi bili na koncu tudi Bosanci, ni čist navadni Hrvatje. No, v Bosni je meni najbolj všeč, jaz se kdaj kar pogledam na Google Maps, najdem tam ene hribe, neko pot, makadamsko, grem gor in pridem do enih vasi in je običajno tam najboljš. Tako da tam, ker ni turizma, tam je najboljš. Tako da res mogoče boljš, da nimajo morja. Bomo še, tam si bova še skakala vzeli. No, super. Brez nadaljnega. Ti da mi povej, koliko boš pa še kaj organiziral teh potovanj, da ljudi peleš, se pravi to, kad je tudi neke vrste biznis, čeprav zdaj si v penziji, boš verjeten manj. Poglej, to še zmeraj delam z užitkom, ampak prednost bova zdaj dajala z Romano najnim potovanjem. Romana ima še, 2 leti pa pol do penzije, ampak ona si je vzela cel konc, nehala delati, kot SP se zdaj plačuje tiste dajatve, ker, kot smo prej rekla, bogat si takrat, ko veš, kdaj in da imaš dost. Ne pa, da zadnjega pa prideš po penzijo, pa lahko sem šel drugo vležeš. Pa ti znar porabiš za doktorje. Tako da, gledaj, naslednje leto je tak nekje od februarja do oktobra bova, računam tole evropsko turo, s kombijem delala. Potem novembra bi delal Etiopijo, recimo, ker dol imam krasnega vodiča prijatelja, ki je zdaj tako, res jim je kriza zaradi te neke vojne gor na severu, zaradi covida, mislim, ljudje nimajo česa živeti. Že letos je Romana peljala eno skupino, bolj zaradi njega kot zaradi nas. Drugo leto bom jaz peljal na skupino. Potem leta 24 bom pa še tako peljal verjetno 2 Namibiji. To imam že zdaj, če greste na mojo stran, www.zvoneseruga.com, tam so te stvari že objavljene. Pa verjetno še Etiopijo tudi še kakšno. Ampak res delal bom samo še to, kot meni nekako paše, ker že res, da moja penzija je zelo umetniška, da narečem taka, kot sem si jo zaslužil, kot sem pa plačal noter. Ampak sva nekaj z Romana, sva si ustvarila, imava zaloge, toliko zaloge, da lahko rečem bogata, sva zadost, da se lahko počutiva bogata. Imava za normalno življenje zadost, kar pomeni delov za denar, bom delal samo še samo če bo s tem povezan užitek. Pa še nekaj, gledaj, tale knjiga, tole sem jaz v bistvu napisal, ker sem res hotel svoje življenje, dati od sebe. Prodal sem v 3 tednih, naredil sem je 2000 komadov, malo v strahu, če bom razprodal, ampak sem rekel, v parih letih že bo šlo. V 3 tednih preprodaje so šli vse 2000 komadov jih je šlo in sploh ni bila še v knjigarnah. Skratka, zdaj se tiska novih 2000 komadov in glede na to, da sem iz tukaj samo založnik, iskreno rečeno, jaz bom zdaj čist neplanirano s to knjigo celo zaslužil, ponovno ne bom obogatel, bo pa en dodaten takole zabetoniran temelj moje penziji in ljudje dragi, kupite še teh 2000 komadov, pa bom jaz še marsikaj lepega doživel in z vami to z veseljem podelil. Povej še, kje lahko naročijo to knjigo na tvoj stran, grejo Zvoneseruga. Ja, pogledajte, zdaj, ko bo se pravi, zdaj mislim, da je že
da je že v knjigarnah tudi, namreč, poveva, da to delava na zalogo. Danes je kater datum, to, ko to mirva snemava? Čak jutri je 29. Pa dan recimo, Republike. skratka ko bo šlo to ven, ker sem Tomažu rekel, daj ti to ven takrat, ko bo ponatis že narejen. Torej, ko vi to poslušate, knjiga je že zunaj in tokrat bo na voljo tudi v knjigarnah in predvsem pa cena je 40 evrov, v knjigarnah dobite za to ceno knjigo, pri meni dobite za to ceno podpisan izvod knjige in poštnina je vključena. Torej, ta pametni, pejte na www.zvonesoruga.com, tam točno se piše kako, kje, kaj, naročite knjigo, jo dobite čez dan, dva na dom. Ampak vsem rajš vidiš, da pretep naročijo, to te več ostane in bolj te podprejo tvoje delo. Tako da jaz vam bi predlagal, pejte na zvonesoruga.com, pa naročite to knjigo, pa še podpisano boste dobili. To pa ti tako dobro povedal. Glej, mogoče bi še nekaj, zdaj to ne rabi biti reklama, ampak zakaj jaz delam vse to kot samozaložba in v glavnem sam tudi prodajam. Knjigarne, morajo od nečesa živeti, ampak da morajo od nečesa živeti pomeni 50% vrednosti te knjige. 40 evrov stane knjiga, 20 evrov gre knjigarni, za ostalih 20 evrov. Ampak z davkom to? Ja, in to je komisijska prodaja. Če ne prodajam, je čez par mesecev ali leto lahko vrne in rečejo hvala lepa. Ostalih 50% gre za moje vse stroške, za ljudi, ki smo pri tem sodelovali, za tiskarja, ki je naredil, za davke in teda ne zdi se mi pošteno ta razdelitev. Res se mi ne zdi. In zato jaz pravim, ljudje dragi, kupite pri meni direktno. In ko ste v prednaročilu pri meni direktno kupovali, jaz sem dal 20% lahko popusta. Cena je bila 32 evrov in je bila to še zmeraj poštena cena, pri kateri jaz naredim pač svoj profit. Hvala Bogu. Zdaj, ko je knjiga izšla in pol leta po izidu, ne smem, po zakonu ne smem dati popusta, kajti zakon s tem ščiti knjigarne, ki vzamejo 50%. In seveda, če boste pri meni naročili, bom jaz od te knjige dobil, ne vem, recimo 35 evrov, kot štejem stroške, če boste kupili v knjigarni, bom dobil 20 evrov. Tako da, dragi moji, če se vam kaj smilem, pa naročite pri meni, ne? Tomaž, povej, kaj že? www.zvonesoruga.com. Tomaž, malo si ti zadržan. Sem pa res slab gostitelj, da ne natočem ta prav cajt, nekaj mečken sram. Dajva ga še. Ja, pa hvala Bogu, vse se boš naredil, vse si še mlad. Pardon, takole. No, zdaj pa na zdravi, in gremo potem še v zadnji del. Vidiš, na televiziji imajo običajno na vsake toliko časa EPP, reklame, medva imava pa na vsake toliko časa požirk ali dva vina. Zdaj se pa odločite, kaj vam je ljubše. Ajde, živeli. Živeli. No, sej gre tole počas proti koncu, oziroma imam zate sem še eno vprašanje. No, eno vprašanje, pa dva vprašanja sta dala dva moje sledilca, ki sem jih vprašal, če ima kakšno vprašanje zate. Lej, za na konc bi te vprašal, si, bom rekel, malo starejši, sem tudi že jaz izkušen človek, sicer vsaka ti čas ti ne bi dal 67 let, res ti jih ne bi dal. Dej povej, če... Ne rabiš, da ja, ti imam česar za dost. Če imaš za mlade kakšen nasvet, jaz takole rad kakšen nasvet od ljudi slišim, pa sem prepričan glede vsega tvojih izkušenj in vsega, da imaš kakšen dober nasvet za mlade. Potovalni ali sicer za življenje? Za življenje, potovalni ali karkoli. Dejva najprej potovalnega. Dej potovalnega. Mam. No, veš, kako bi rekel, dragi moji, nehajte planirati, pa začnite delati, potovati. Ker se včasih norca delam, pleme bi. Jaz bi tudi. Ampak, ampak in drrrr. Ne vem, koliko razlogov, zakaj ne moram. Ne biti pleme bi. Začnite, nehajte sanja, začnite delati. Kot drugo, to je bi potovalni nasvet.
Kot drugi pa je, pogledajte, potovanje so samo eno od stvari, ki jih lahko pač si želite v življenju, še mnogo drugih, ne vem. Pa če kdo od vas želi postati svetovni prvak v klekljanju, pač ne rabi potovati, naj trenira klekljanje, naj si nabavi bobne, naj ima najboljše vino ali pa predela največjo bučo, karkoli že, ampak ja, nehajte o tem, ampak rečete, Grem, ja, bom. Dobro si povedal. Mater sem dobro povedal. No, kaj pa, to je bil popotniški, kaj pa za življenje? Ne, to sta bila vse za to. Obe dva skupaj. Popotniški, sem rekel, pejt. Za življenje pa je bom. No, super. Potem sem pa še tle dva vprašanja Dubu. Sanda sprašuje, kadar je šel za dalj časa brez družine, če jih ni pogrešal. Se pravi, si pogrešal svoje domače. Glej, brez družine so v bistvu, tako bom rekel, ko sem jaz začel takole sam potovati potem, so bile to krajše poti, 3, 4, 5 tednov. Dolgo časa pač sem bil takrat, ko sta bila otroka še majhna. Ali pa, ko je imela Kaja 5 let, smo šli mi skupaj za leto. Vem, to si tudi v knjigi opisal. Ko je imel Grega 5 let, pa Kaja smo šli za 8 mesecev ponovno skupaj. Ne? Zdaj, ko sem pa recimo na zadnje bil Južna Severna Amerika 10 mesecev odkole z doma ali pa ne vem 3 mesece na teh poteh, zdaj sta bila pa otroka že. Kaj je itak z 18 letom šla najprej potovati za 9 mesecev sama in potem študirati v tujino. Grega zdaj študira medicino in verjaj mi, otroka, ne bom rekel, da sta bila najbolj srečna, kadar je fotor šel od doma, ne, kao nama ne bo težil, ampak kot prvo, kaj itak ni bilo doma, Grega pa nikoli nisem opazil, da bi mu šlo zaradi tega, ker očija ni, da bi mu šlo na jok. Otroci so svojo porcijo fotra so dobili, tako da ne, to ni bil problem. Pa še nekaj je. Nekajkrat sem jima povedal, tako lepo, lejta, želok, da sem jaz bolj tako vige-vage fotor, kakorkoli že trudim se, ampak mogoče so tudi boljši od mene, samo nekaj mi pa morate priznati. Zrihtal sem vama pa najboljšo možno mamico. In to je res. Romana je čudovita, brez nje tudi moje življenje in moj zakon in moja družina, moja otroka gotovo ne bi uspevali tako lepo, kot uspevajo. No, da mi pa sem še to povej, ti si otroke že zelo mlade na potovanja vozil pa to. To je verjetno najboljša šola za življenje. Tako jaz mislim, ne vem, da je pa ti spravo. Poglej, tako le bom rekel, očitno ima ni nobene škode naredilo, verjamem, da ima je pa ogromno dalo. No, tako kot je zase, ne vem, poglej, že prej sem rekel, enega najbolj zadovoljnih, srečnih itd. Ljudi, ne vem zdaj, a je to zaradi potovanj. Gotovo pa je zaradi tega, ker sem živel pač neke stvari, živel sem življenje, katerega večina drugih ljudi samo sanja. Jaz sem ga v resnici živel, pač povezano je bilo v mojem primeru s potovanji in gotovo je ta nekako uresničitev tistih mojih mladostnih in kasnejših sanj, ki sem jih spremenil v delo, v nek uspeh, gotovo je to predpogoj in tisti najbolj trden temelj za srečo, s katero se tako rad pohvalim. Zadovoljen sem in ničesar ne bi menil v svojem življenju. Ker nikoli ne moram vedeti, katero teh mogoče kamenčkov je pa tisti nosilni, ko ga ven potegneš, se pa vse drugo podre. Ne vem, kateri je in zato pravim, tako kot je bilo, je idealno. No, sem tvoje dva otroka, siguren, če tako potuješ, na samozavesti dobita. Siguren jim je tudi v šoli bolj šlo. Jaz se spomnim, meni šola ni šla, ampak smo imeli pa v 5. razred pri spoznavanju družbe, bitka na Sutjeski, Neretvi, me je pa to zanimalo, zato ker me je že prej fotor pelal, sem bil na teh spomenikih, se pravi tam v Jablanici, na unem podrtem mostu, pa na Sutjeski, ti spomenik me je pa zanimalo, sem pa takole gledal, pa še kaj pripomnil, tako da jaz osebno mislim, da je to potovanje, da so za otroka, pa tudi za malo starejšega najboljša šola. Brez nadaljnjega. Ne vem, kaj in koliko jim je dalo, gotovo jim je pa veliko dalo. Jaz sem tudi prepričan. No, potem pa še Tatjana zanima podobno, kako so usklajevali šolo otrok s potovanji in seveda tudi službo. Kar se službe povedal, ti jo itak
nisi imel, Romana je imela, kako ste pa z otrokom to reševali? Nekdaj sem svobodnjak, pogledaj, kaj je, ko je bila 5 let stara, 4,5, ko smo krenili, pač vrtec, ni problema, ne. Ko smo šli drugič, je pa ona že bila seveda 11 let stara v 5. razredu, smo pa, pogledaj, 2 tedna prej, nekje sredi junija je predčasno končala šolo, prišli smo domov malo pred novim letom, skratka, tisti prvi semester je zamudila. Nekaj knjig smo sicer vzeli s sabo, malo smo se učili tudi spotoma, ampak ko je prišla domov, je imela en teden časa za vsak predmet, da se je naučila, bila je izprašana za nazaj in konec leta je bila ponovno pač odličnjakinja, same petke itd. In kasneje zlata maturantka. V bistvu, to se pa pohvalim, oba otroka sta bila zlata maturanta, tako da očitno ima ta odsotnost, a ne, iz šole ni pustila nekih trajnih posledic. Super, Tomaž, a misliš, da sva več ali ne prišla do konca? Sva. Lej, jaz sem vesel, da smo se dogovorili za tale intervju. Nisem si mislil pred 35 letem, ko sem bral tvojo knjigo, da bom enkrat sedel z Zvonetom Šeruga. In da bo še živ. Pa mu intervju, in da bo pri teh letih še živ. Da res ti hvala za tole in jaz ti res iskreno želim še veliko lepih potovanj, vse lepo v življenju, tako da... Ško pa bova, Tomaž? Sigurno bomo tudi sigurno bomo mi oba objavila, pa kje sva. Poglej, zdaj pa pridem za zaključek tega, pa da že smo tebe zelo rabimo, ne? In greva tukaj na telefonček in kaj smo influencerji brez selfijev, kaj praviš? Poglej, zmagala sva. Super. To je to, ljudje dragi. Tako da hvala vsem. Imejte se krasno, kupte, če ne bo Tomaž prišel. Ja. Tako da hvala vsem, ki ste gledali, napišite kakšen komentar in to je to. Super.